In sem šla kar do punc in sem rekla, punce, jaz bi bila pa rada tudi z vami. In so me bile tako vesele, prid. Enkrat sem po radiju zjutraj slišala K24, to že leta nazaj, in takrat mi je to toliko ostalo, da pač kaj je to K24, a ne? Da če osvojiš vse te vrhove, da si v tem klubu. Jaz sem tista mašina, ki pol šele po enem 8-10 kilometru zalaufa, da se segreje, pa takrat začne. Ko ti reče en rad te imam, ne vem, lepa si, to je tista potrditev, ker res veš, da pa sploh to, kar s srcem delaš, ne, to je meni isto, tako kot ljudje, ki rečejo, ne vem, res lepo naredite, žena je bila res vesela. Drage dame, dragi gospodje, dobrodošli, dobro dan, dobro jutro na podcastu. Zdaj gre za te, jaz sem Marko Roblek, z mano pa prelestna dama, ki ima svoj logo napisan tudi na majici. Lepa roža, Laura Markelc Primec. Laura, živa. Živja, Marko, živja. Dobila sem se zgodaj zjutraj, zato da podelava tole stvar, pa greva potem po drugih upravkih. Si drugač, Laura, jutranji človek. Ja, jutra imam zelo rada, pa v bistvu kar zgodna jutra, ker čez jutraj že tole karkoli se nekako zamislim, naredim, pol dan lepše teče, bolj je volje, pa bolj zadovoljstva in je super. Sploh jutranji tek, to je najlepše, pa tudi z lučko, ni važno kdaj. Res, No, koliko je torej, danes si že šla, točaj ne? No, danes imam pauzo. Ponedeljkih so pauza, je pauza ponavadi, tako da danes puščam. Pa je tudi čisto v redu, tudi paše, itak, tudi treba malo počitka nogam dati. Mislim, ja, no, o tem v pauzi bo še kakšno rekla, ker veliko tekačic, strelašev poznam, ki pač pravijo, ne, in cestarjev in vsega skup tudi strelašev, pa še kakšnih drugih vzdržljivostnih športov, ki pravijo, dan brez športa je izgubljen dan, ampak praviš regeneracija, res dej, je bistven za napredek, a? Ja, ker v bistvu niti ne pogrešaš, saj bolj zrak ven, da greš, pa to dihanje, ampak načeloma je dan tudi toliko poln, da ni dolg časa, da bi rekla, zdaj bi pa, kaj bom zdaj delala, sploh ni dolg časa, itak. No, mogoče pa to, ja, tisto, a ne. Tudi vikend je ponovadi bolj naporen, ne naporen, tako, ampak takrat se da majčkeno časovno več vzeti, malo več kilometrov in pol je tudi ponedeljek čisto na off, čisto v redu. Ta vikend si bila na eni Ugledni, a si bila na Vipavi, a sem prav ujel? Ja, sem bila v Vipavi, luštanje je bilo, ob 4 smo imeli popoldne, jaz sem se prvič zdaj udeležila, ker v bistvu ponovadi so vedno Ugledne ob sobotah dopoldne in sem takrat v službi, tako da mi je bilo fajn. Je Marija vodila takratko, je bilo prav fajn. 3 urce slabe, tako da krasen konc tam. Kaj pomeni ta kratka tam za na Ugledni? 21. Ja. Lih prav. Super. Zaprav ste šli v bistvu v noč, no, tako v noč ste šli. Tako zlučkam. Pa je bilo prav, ne vem, posel pa naprej, jaz sem mogla šibati še en oder podirati, v bistvu nisem mogla časa imeti vstati na degustaciji vin pri vinarju, tako da mi je žal, no, Bizjak, če se ne motim, ja, da je bilo krasno, da so se imeli prav lepo. Tako da verjamem. Zdaj tisti čas, ja, ko se konzumirajo pač žlahtni napitki. Prej in pol, ja. Zdaj, na hitro, evo, Laura Markelc Primec, ti si tekačica, maratonka, trelašica, ultratrelašica, cvetličarka, lastnica Lepe rože, že 4 leta na Vrhniki. Mati, kaj si še, Laura? Kaj sem še, težko rečem, kaj, rada imam naravo, to je prvo. Rada imam gibanje v naravi, to že od nekdaj. Tudi naravo v bistvu že od majhnega sem gledala, veliko smo po gozdu hodili, vedno sem rada naravo z drugačnimi očmi gledala. Kako se da kaj mogoče iz mojega poklica cvetličarskega nekako naprej videti, kaj se da kaj uporabiti, drugačne elemente v bistvu in se res da ustvarjati. Kreacija, šla sem majčkeno ven iz tega tudi že vmes za 3 leta, ampak me je to srce zmeraj bolj nazaj klicalo. Tako da sem šla pol pred 4 leti čisto svojo pot samostojno.
Tako da grizemo. Rea, porsti, cvetličarka po duši, po poslanstvu, rože so te zmeraj zanimale, izobrazila se v tem smeri, kako? Razloži mi Ja, več. v bistvu sem že v osnovni šoli razmišljala, da je to me je klicalo, tako da sploh ni bil noben drug informativni dan. Je bilo to na izbiro, v Celju sem bila, v dijaškem domu, v internatu, tako da je bilo luštno. Potem si delala v cvetličarnah ali kako si imela? Bila sem 20 let zaposlena v Gardeni, že od samega štarta v bistvu sem imela ta dualni sistem, ker smo imeli veliko prakse, prvi, drugi in tretji letnik. Tako da potem, ko sem se v bistvu izšolala, sem bila že kar čist pripravljena za delati in je bilo v bistvu tudi lepi časi so bili. Gardena je imela veliko poslovalnic, veliko se je dalo na napredek, tako da je bilo lepo, no, sem rada delala, res srcem sem uživala že takrat. Sem bila pol tudi poslovodja v 2 poslovalnic, tako da je bilo lepo, no. Potem se je žal šlo v stečaj, 1 leto preden sem šla jaz stran, tako da jaz sem pa tudi dala po 20 letih odpoved in sem šla nekako drugam bliže domu, v Logatec, v eno drugo podjetje, čisto izven cvetličarstva, tako da tam sem bila pa tudi 3 leta, pa je bilo tudi luštno. Malo bolj normalen delovnik, recimo, ne, ker cvetličarne so včasih še za vikende delale, sploh nedelje po teh centrih, ki so bile prodajalne, tako da sem bila kar dosti odsotna. Tudi ko sta bila hči pa sin majhna, sem kar manjkala. Ja. Ampak cvetličarstvo, moraš imeti, bo rekel, nek občutek za, rad moraš imeti rože, občutek za naravo, moraš imeti estetiko, tudi na vse zadnje za kompozicije. Kaj dela dobrega cvetličarja? Zdaj si, pravim, toliko časa si v fohu, v poslu, da si spoznala veliko ljudi, ki to počnejo. Moraš imeti neke talente, da to uspešno počneš, ali kako? Ja, v bistvu se ti mora tako v glavi, kad ti postavljaš, recimo jaz zelo rada cvetličarno, ali pa isto pri sestavljanju šopka, pri venčku, kreacija, ampak se ti kar slika ti kar pele, tako kot v glasbi, ko ritem pele, tam se isto, saj pride dan, ko ni ta prav dan, pa ne moreš zlagati, pa ti ne gre, ampak v bistvu je to ena simfonija, in barvna, in postavitve. Lepo, no, skladno mora biti, očem prijetno, se mi zdi tudi tako, s čutili kupujemo, z vonjem, z okusom, tudi z očmi prvo, saj z očmi si izberemo tudi partnerja, ne, privlačnost mora biti in pol je to lepo, da ni kar nekaj čist izven, ne, povsod pri vsaki stvari, se mora biti všečno. Katere priložnosti pa Slovenci, ja, najrej hodimo kupovati rože, pa venčke, pa aranžmaje, pa tako naprej, razen za nabritov, no, pa za ne vem, kakšne rojstne dneve, a? Kaj bi rekla? Pa Valentinovo, seveda. 8. marec je še vseeno, v bistvu ta glaven praznik. Zelo pohvalno, zelo lepo, res, v bistvu saj ni treba, da je šopek, da ga ti komaj neseš čez vrata, ampak da je en cvet, ena pozornost, ali pa čist izven tega datuma, kar tako, ampak res, fantje so zelo pridni, so ljudje pozorni, saj to je stvar navade v družini, čeprav te mlajši, recimo, fantje, puncam zelo radi šopke nosijo in znajo slišati v tej smeri, no, tako da to je zelo pohvalno. Jaz vsakega rada pohvalim, ker to je v bistvu res lepa gesta, ali pa ne vem, saj tudi če prineseš kavico, ko se kar tako spomniš, mimogrede, eno coffee to go ali pa en krof, tako da karkoli. 8. marec, pol je materinski dan, je mogoče majčkeno manj, glih dobro je bil skoraj 1. november mim, to se tudi malo trendi spreminjajo, veliko ljudi hodi na dopuste zdaj zadnje čase, kar počitnice, in jih potem v bistvu ali to prej uštimajo po grobovih, ni več tako množično, cela družina na pokopališča, tako kot je bilo včasih. Drugače pa zdajle imamo pa adventni čas, delavnice venčkov imam tudi adventnih, ta petek sem imela, zdaj tudi ta petek bom imela, pol ko končam, ko zapremo ob 6, ob pol 7 še delavnico, ene 2 ure, 2 pa pol. Tako da punce ustvarjajo, tako smo imeli tudi že izdelovanje šopkov in so uživale, ko so si vzele v bistvu 2 urci časa, umerjenega časa, to se mi zdi, da to nam najbolj šteje. In da pol same cvetje zlagajo,
ki vedno nekako rezano cvetje, tudi v tem primeru pomiri žensko, čist drugačna toplina je, kot pa v bistvu čokolada, ki jo prineseš, ki prejmeš topek, ne. Tako da k tem se zelo radi vračamo, no. Nekako to je tista dušna nežnost, ki res godi. Lepo si to povedala, zdaj, tudi sam sem že slišal, ja, na terenu, imam hčerko najstnico, pa sem malo sprašal, kaj fantje nosijo okrog puncam, a ne, pa rože so spet popularne. Naša generacija ni bila to zadevno, ki je preveč pridna, ne, ker se nam je škoda zdel rože iti kupovat, ja, ampak očitno mlajša generacija spet to lepo navado nazaj obujati. Recimo, če greš kam na obisk ali pa če si v kakšnem javnem prostoru, kjerkoli, je ta poklicna deformacija, da vidiš te cvetlice, pa aranžmaje, pa trajnice nekje, pa rože na oknih pri ljudeh, to opažaš. Ja, absolutno. Zdaj se bojo moji domači sigurno smejali, ko bojo to slišali, ampak čist v oči me zbode, pač ne vede nehote hitrke, pol kakšen list rumen stran odrežem ali pa odščipam. Pač, ja, poklicna deformacija, to je res. Zumeram z očmi, v bistvu že od nekdaj tudi, tako so me privlačile izložbe, vedno sem to srkala, to lepoto, če je bila, ne. Tako da to imam v sebi, sigurno. Tudi če komu pridem na obisk, ampak ne namerno, ne da nisem pa tista, da bom pol govorila, tama pa tako, tega pa ne maram. Nisem v tistih krogih. No, seveda, se razume, ja, če ima kdo neko posušeno, ja, hortenzijo zunaj za bajto, ne, mu ne rečeš, mu ne bereš levitov, pa ne rečeš, joj, kako skrbiš. Ker to je njegova stvar, kaj je v zadnji, zatem pa čist za razumetje. Mogoče pa ne zna, pa bi v bistvu rabil pomoč, pa ne, kakorkoli, ali pa nima časa, pa ga skozi tista skrb preganja, ampak enostavno časa zmanjka in je to čist za razumeti. Tako da ni problema. Te kdaj kličejo, recimo, stranke, prijatelji, znanci, kdorkoli že, pač tam zunaj, Laura, prid malo pogledat, kje rože bi dal v bajto, pokrog bajte, ali pa kaj tazga. Ja, glih tako. To je luštno, to z veseljem, v bistvu, ko mi je vsak tak nov primer, mi je en nov izziv in rada pogledam, svetujem, če le lahko, res mogoče področje vrtnarstva, te širine toliko veliko nimam, kot tisto samo osnovno, ker to so že spet druge, recimo kakšno parkovno, so spet druga zvrst, ne. Jaz imam bolj cvetličarstvo, sobne rastline, te dekorativne, zunanje pri hiši, ja, ne pa zdaj prav cel vrt, recimo, da bi. Ampak tudi tukaj se da še vedno delati tudi pri meni ogromno enega novega znanja dobiti pa širine. Tako da je še čas za to. Vedno se še vtimo. Cvetlice, rože, šopke, kakšno lončnico neseš kot darilo, no, mislim, glede na to si cvetličarka. Ja, tudi rada. Pa tudi ponovadi kar tako, recimo, ali kakšno rezano cvetje, kakšno lepo, kaj je tista, kaj je meni všeč, mogoče malo drugačno, ali pa tudi čisto ena preprosta lepa vrtanca, ki je tudi čisto samostojna. Drugače pa, če so zelene rastline, imam pa tudi kar rada take čisto preproste, zato da ne prinesem človeku, ne vem kaj, veliko dela, da ima tudi on čim manj dela, no, s tem. Da lepo dela, ne, da bo hitro šla, ne, da propade prehitro. Včasih smo pa puncam, zdaj sem se spomnil, ali pa ženam, ali pa materam, ko ste nabirali šopke naravnih cvetlic, ampak za božjo voljo, danes pa nimaš več travnika ali pa obronka gozda, kjer bi kakšne marjetice, ivanščice ali pa kaj tazga raslo, da bi kaj nabral, saj sam še regrat, tega pa res ne moreš nositi. Pa tudi lahko, zakaj pa ne? Vsi važen je, da se spomniš, to je važen. Ali? Po mojem, ta prava punca bo to razumela, pa bo znala to ceniti. Zdaj, če pa to nekaj, ki pa ji glih ima malo večje v bistvu sito, kaj vrednot, ampak se mi zdi, da bi mogla ta prava to ceniti, sigurno. Tvoja najljubša, recimo, rastlina, roža, cvetlica, nekaj, kar prvo ti pade na pamet, pa ti je res všeč, pa ti pri srcu? Bela krizantema, Cankarjeva. Krizanteme so v bistvu čist preveč dane v en čist tak kot, da so to rože samo za 1. november, pa to ni res. V bistvu takrat so bile
dosti redke rože in so jih takrat v tistem času gojili, ker so potem res tudi trajale in držale na grobovih. Pri nas, ampak jih imam jaz rada, jih večkrat letno vzamem, tudi čez celo leto se jih da dobiti rezane, pa tudi krasna je, ker res drži in lepa je, lepa njena sestava, v bistvu tako elegantna, tako preprosta. Tako da v bistvu to poskušam tudi kot samostojno, pa je nekako lepo dekorirati s kakšnim pravim zelenjem, minimalnim, ne pretiranim, ali pa komponirati v sam šopek, recimo, sestaviti. Tako da ta roža je lepa. Bolj sem za take, ali pa tudi kakšne čist preproste, v bistvu, tudi kakšne kampanule, zvončnice gojene. Zdaj je res izbira velika vsega cvetja. Pa sezonsko, zdaj je ilex, božje drevce, lepe veje, amarylisi, to sezonsko, ranunkole imajo punce zelo rade, se spomladi začnejo, v bistvu že zdaj na zimo, vse pa mejhen tudi prehiteva. Ampak, kad naročaš cvetje na borzi, je res tako širok repertoar izbire, da se moraš kar malo bremzati, kaj bi imel, pa kaj ne, kaj je treba pol tudi to prodati. Je tudi pri rožah so trendi, moda, nove stvari prihajajo, ali so klasike nekaj, kar se drži? Ne, tudi so, glih tako v bistvu barvni trendi. Zdaj neke prav tople vode mogoče se ne da na novo, ne vem, na veliko odkrivati. Se pa stvari so tudi sejmi, jaz grem zdaj v Frankfurt februarja, Christmas World, kar je v bistvu že za naslednji advent, potem se da že naročiti, ja, nabaviti. Tudi zdaj imam že postavitev v cvetličarni v izložbi. Letos sva bile z mojo punco, z Julijo, tudi na sejmu sva nabavile v bistvu vse te artikle, ki jih imava zdaj tudi v prodaji. In tam se res zgubiš, kaj je toliko izbire. Wow, res, moraš prav dobro premisliti, kaj boš imel, da boš lahko nekako, da bo v tvoji cvetličarni res lepo izgledalo, pa da bo zadovoljivo za tvoje stranke, da boš ti rad prodajal, prvo, da je tebi všeč, to iz tebe izhaja, kar ti nekako tvoj stil, a ne, da se pod to podpišeš. Tako da je užitek iti pogledati, ja, se splača. Cvetličarno vodite, to počneš že 4 leta, je najbrž zahtevno podjetništvo samo po sebi, kaj pa tukaj si pa še za materijo, ki je, bom rekel, krajšega roka, tega ne moreš dati v polico, tako kot kaj drugega, gradbeni material, ampak uživaš v tem, se pravi, si šla v to podjetniško pot, ker si to zmeraj želela, ali kako? Ja, ne, nikoli si nisem mislila, da bo meni to ratalo, ker sem bila mogoče še kot punca dosti bolj taka nesamozavestna in nisem nikoli imela sanje, da bom pa enkrat imela cvetličarno. Sem pa tukaj na Vrhniki, v središču centra, skozi gledala to hišo, ogromno izložbeno okno in ta oken mi je bil toliko škoda, da ne bi bilo tukaj nekaj, da bi se pokazali, ker je res priložnost. In pol je to stvar med korono, ja, vsak jutr na planino začela nazaj me klicati, da jaz pa to sem in da zakaj si ne bi, takrat je kar en pogum prišel in taka močna volja in toliko verjela vase, da pa z minimalnim vložkom v bistvu sploh nisem imela, tako zelo sem bila res pogumna takrat, zato ker toliko verjameš vase, ker nekako slediš svojim sanjam in to vsakmu rečem, sam poslušaj, kam te pele srce in sledi temu. Saj so prepreke, pa dvomi, sploh to, ne, kaj pa če bo, pa to, pa si že kar naprej neke izide delamo, ampak ti sam pejt pa probaj, ampak z občutkom, ne na silo, nobena stvar na silo ne gre. Z eno radostjo, pa pravimi koraki. Tako da ja. Predstavljam si, da po 4 letih lahko rečeš, da je bila to prava odločitev, da si zaživela v tem, da posla je dovolj, dela dovolj, da si maksimalno vpeta v to. Ja, sigurno, v bistvu si tukaj pol 24 ur v tem, ves čas razmišljaš, z ljudmi delaš, fajn je nekako vse zadovoljiti, vedno razmišljaš, kaj bi lahko še drugače, kako bi še lahko napredoval, kje se da še poboljšati, tako, ves čas je treba razmišljati, ampak ko pa vidiš pohvale, pa ko se ljudje v bistvu zadovoljni s tabo, to je pa tisto največje vrednota, vrednost, ki ti da pol eno potrditev, da delaš prav. Kako je lokalno prebivalstvo sprejelo recimo to popestritev mestnega jedra?
Ja, zanimivo je. Jaz sem v bistvu zdaj tretja cvetličarna, prav cvetličarna, tako da v bistvu sem pač sami center, sigurno lokacija mora biti ta prava, da so ljudje, da to res spotoma. Zanimivo, no, mogoče zato, ker je mečkan drugačna. Mislim, da so kar. Vem pa, da za vsakega bo dovolj nekje. Vrhunka je tudi velika, širi se, dosti blizu Ljubljane je in je res prebivalstva, še vedno se gradijo novi bloki, nove družine so in v bistvu sem rekla, tisti, ki bo moj okus všeč, ki se bo nekako najdel pri meni, bom vesela, nekdo drug, ki bo pa nekje drugod se najdel, bo pa za drugega prav, tako da mislim, da je za vse v redu, no. Se mi zdi. Ali v tvojo cvetličarno zahajajo tudi tekači, kolegi tekači in te prepoznajo po tem, oziroma jih v bistvu na en način povabiš ali pa te prepoznajo že prej kot cvetličarko, pa zaradi tega pridejo? Ja, zdaj sem že v bistvu, ja, seveda tudi kolegi, pa tudi že ne vem, kam me ljudje srečajo, Oli pa Roža, iz tega logotipa, pa v bistvu bil to prijatelj naredil. Takrat, ko smo razmišljali, kaj bomo dali, zelo težko je najti, sem rekla, jaz nočem biti neka po imenu cvetličarna, tako kot so vsi frizerski saloni, kot tisto mi ni, pa tudi ne neka XY neznana beseda, da se ne ve, zakaj se gre, ampak neka simpel, slovenska, topla, domača in pol je v bistvu Bojan izdelal logotip in je zelo tudi meni všeč. Tak preprost, Poveden, jasen, ja. ja, zakaj se gre. Tako. Se pravi, no, po čem te zdaj na Vrhniki poznajo? Po tem, da si tekačica ali da si cvetličarka ali oboje? Oboje. Tudi kar bolj oboje je zdaj že. Kar je meni čisto v redu. Če sem pri teku, prej si omenjala, da si veliko hodila po gozdu kot mladenka, no zdaj, kdaj si pa dejansko v tem tek, vem, da kolesar, no prej nisem nekaj omenila, ne? Da si specialkarka, kaj je to specialkarka, si lahko pogooglate, ampak to je celo društvo, ja, slovenskih specialkark, to so dekline, ki vas bodo prehtele na kolesu, kadarkoli, posebej, če naredijo vlak, nimate šans, ne? Lahko se samo zadaj šlepate, pa pomahate jim v slovo. Najprej si kolesarila, preden si tekla, je tako? Res je, ja. V bistvu moj oče je včasih kolesaril, specialko je bil res dober kolesar, kot mladinec, potem je mogel se odločiti, kaj bo družina, dom, družina ali pač sama športna kariera, pa se je raje odločil za družino in za gradnjo hiše, kar smo res vse punce, vse tri sestre zelo hvaležne in očetu in mami, ker imamo res ogromen dom, pravo graščino, pa še ni konca, še je polhan idej, pa volje, pa moči pa očetu, tako da oče je bil v bistvu že od nekdaj, ko smo hodili Franjo gledati, ko gre čez Vrhniko, ta dolga, tukaj gor k cesti, ko je blizu Logaške ceste živimo, sem jaz šla, smo res, toliko sem to rada, toliko sem uživala, toliko mi je bil všeč ta zvok koles, to vršanje, da so mi šle kocine po koncu, pa jokala sem zraven, ker sem si rekla, jaz bi tudi to rada. Že takrat, pa v bistvu so bili otroci majhni, pa mogoče takrat še ni bilo to toliko želja spet močna, z leti pa zmer bolj, ampak sem vedela, sem rekla, jaz bom tudi to enkrat imela, ampak ni bilo financ, ker takoj vidiš, da je to pa ne vem kakšna velika, še toliko let nazaj v bistvu mogoče, no, odvisno, kaj si želiš, seveda. Pa mi je pa s partnerjem, z bivšim možem sva šla narazen in potem v bistvu sem nekako v šport me je zmer bolj vlekel, ker nekako fajn je narava, šport, lažji je, močnejši postajaš, glavo bistriš in sem se šla na maraton Zelene doline kolesariti in sem tam v bistvu srečala punce, specialkarke, ki so bile v istih dresih, pa ni bilo takrat še toliko punc. In sem šla kar do punc in sem rekla, punce, jaz bi bila pa rada tudi z vami in so me bile tako vesele, prid. In pa sem pisala naši Marjetki, predsednici, in v bistvu sem od takrat njihova. Tako da, če se le potrudim, če le rata zaradi službe prideti zraven na runde, mogoče majčkeno težji, ampak v bistvu na vse te dogodke, zdaj smo imeli pozdrav jeseni na Goričkem, je bilo krasno,
Spomladi gremo na pripravljalne, v bistvu par dni, 2 dni, vikend pripravljalni, začetek sezone v Izolo, zdaj spet, ali pa v Medulinu smo bile. Tako da res lepi Franjo odpeljati vmes. Bi še več, sam zmanjka časa, pa kaj, ali tek ali kolo. Saj se da kombinirati oboje, sam na obeh straneh biti močan je malo težji. Ampak je pa lažji, eno in drugo je lažji, ko vidiš, ko imaš eno tekaško kondicijo noge, da je tudi pol na biciklu lažji pritisniti. In je užitek, spet je tukaj ena pesem, ko se peljem s puncami, res v skupini. Čudovite punce so, vsaka ima eno svojo zgodbo, vse take pozitivne, pridne, športne, niso važna leta, ampak to imajo v srce zapisano, tudi ta šport, tako da mi je tudi med njimi res lepo. Koliko pa je zdaj že, mislim, kakšno fotko vidim, pa to je vse, rekel, vijolično, rumeno, modro, tega je res ogromno. Ja, zdaj ne vem, mislim, da nas je kar enih 80, zdaj koliko je samih aktivnih članic, to bi je res ratalo, mogoče kakšno manj, ampak tudi nove prihajajo punce, tako da ne luštanje res, pa kukarata, pa se pa poznaš, včasih zdaj bomo imeli novoletno druženje, imamo tudi eno večerjo, tako da lepo se imamo, res, jaz sem zelo hvaležna za vse te punce. Ko greste na rundo ali pa na kakšno vožnjo, kakšno stotko in tako naprej, kako to izgleda, ker verjamem, da pač niste vse isto pripravljene ali se to skupince daste, se počakate, kako, vem pri kolesarjih, kar možakarjev poznam tle okrog, pa so kakšne skupince, to gre zmer na nož, in potem tisti, ki morda ni, tisti dan v neki hudi formi, res gaga tam zadnji ali pa ga potem na koncu mora za rundo dati kaj tazga, kako pa pri puncah to izgleda? Pri fantih čisto vem, da je to tako, malo ko opazuješ, res to vidiš, fantje so drugačni kot punce. In pri nas je pa tako v bistvu, razdelimo se res v skupine, nekako mislim, da maks tam po 8, ker pač mora biti tudi vmes prostor, da je zaradi varnosti. Potem se pa recimo zdaj, ko smo bile Goričko, počakamo, 3 skupine smo bile, in se pol počakamo, zdaj tudi, če je klanc tista, ki je normalno, potegne naprej, na vrh klanca se dobimo ali pa na neki točki, ki je varna, da se počakaš, pa se gre naprej. Vmes, če je neka daljša vožnja, 80-100, sigurno tudi ena kavica. Ampak to je nek tak normalen, lep tempo, ne prepočasen, pa ne prehiter, tako da se da pol prilagajati. Vsaka nekako mora pa pri sebi preceniti, sigurno, koliko bo lahko, ni pa razlike, da bi bile pa neke res, tudi rakete, ki imamo vmes, res dobre punce, vseeno stopijo korak nazaj, pa prilagodijo, v bistvu se res pol nekako z občutkom vse odpelje, tako da je super. Na dirke tudi hodite, v neko neprašne organizirano ali pač, ne vem, pa se tam pomerite, mogoče z ostalimi? Tudi ja, v bistvu jaz sem šla ponovadi zdajle, mislim, da 2-krat, 3-krat na Franjo, sicer na krajšo, ker ponovadi vedno nekako ocenim, da mogoče še nimam toliko zadosti kilometrov do takrat, ker moji dnevi nimam toliko veliko dni za loviti, ker delam do 6. Sicer res, da zdajle ne, odkar imam to punco 3-krat na teden, da mi 2-krat na teden pomaga popoldne delati, ampak nekako ocenim, da imam takrat, ko Franjo dovolj. So pa pol tudi še, mislim, Grand Fondo, da so šle punce tudi par tekem letno, no. Franja je pa tudi zmer lepa in se pol tudi tam podružimo na koncu. To je dobra tekma, sicer pri kolesarstvu je vseeno majčkeno bolj previden, treba biti normalno, tisto je le masa koles, ki moraš biti, pa tudi fajn je, da se ene skupine držiš, da najdeš eno tako, ki tebi ustreza in pol sam piči, pa se jih drž. Če ne ustakoj, pa naslednja skupina pa je. Koliko različnih koles poseduješ? No, to je tudi vprašanje med kolesarji zelo popularno danes, ko imaš cestarje, pa imaš specialke, grevle, mavtiče, ne vem kaj vse, koliko jih imaš pa ti? Jaz imam 2 kolesa, s tem, da v bistvu bolj kot ne specialko koristim. Žal, to sem kupila takrat kot moj prvo kolo rabljeno, super kolo, mi je še zdaj čisto dovolj. Ta drugega imam pa grevel, sem si ga pa v bistvu 3 leta nazaj kupila,
takrat zaokroglo. Nekako so mi kupili vsi ostali, to sem imela željo, da bi pa to imela, da bi šla mogoče še malo izven glavnih cest asfaltnih. Mehen mi pa edin časa še zmanjka, tako da še to bo treba malo bolj izpiliti urnik časa in aktivnosti. Sam pol res glih to ne, tek ali kolo. Ja, Ja. pa ponovadi cesto, kaj hitreje, da več narediš, še zberem pol. Itek. Mislim, ja, kolo je časovno zahtevno, no, mislim, to, da se usedeš na kolo, ne greš za 1 uro, ne, vsaj ene 2 ure voziti ali kako. Ja. Odvisen kaj, koliko je spet časa, ja, pa kako je dan, pa kaj je drugega v programu. Fajn je, zdaj odvisen, kaj se namenaš, ampak da se pa tudi za kakšno 1 uro tudi tlele pri nas en lep krog narediti, pa je tudi to čisto okej. Ja. Koliko kilometrov, ja, mora imeti specialkarka v nogah, recimo, da gre na Franjo na 100, pa da je nekaj odpela, ali pa tako, da se počuti, da je nekaj trenirala. Veš kako, jaz mislim, da vsaka sebe najbolj pozna. Čist mora se prisluhniti, koliko je bila tudi čez zimo pridna, koliko je vzdrževala. Jaz recimo, ko kombiniram tek, se mi zdi, da tudi, ko jih ni še pol, ne vem, jurja kilometrov pred Franjo, da ne bo panike. Ocenim pri sebi, da bo okej, sicer nikoli ne veš, lahko tudi pol vidiš, da pa te zmanjka. Pa važen je itak, isto vnos, kot pri tekačih, dosti redne tekočine, pa hrane, kar rabaš, gorivo, da lahko do konca odpeleš. Drugače pa tako, tudi kilometrov letnih imamo čisto različno, ne, spet kakor ima kdo čas dopušča, pa vse skupaj. Ja, kaj pa jaz vem, težko rečem, koliko jih tudi jaz imam do takrat. Zdaj so trenažerji, zdaj super stvar, po zimi se da tudi krasen to držati kondicijo, tako da sploh ni problema. Tudi pri nas punce kombinirajo in turno smuko in tečejo in ne vem, v same hribe, tako da so zelo ves čas aktivne, tako da se mi zdi, da bi tle zdaj neka kondicija ne pade, sigurno ne, tako da je skozi ena baza dobra narejena. Pa sam kilometri pa obračati res, ko se začne sezona. A Strave pa Zwifte pa vse tiste zadeve, ki jih kolesarji tudi uporabljajo v kombinaciji, da pol to objavljajo, pa imaš ali nimaš? Jaz imam v bistvu, zdajle recimo so tudi se že začel prek Zooma, sam enkrat tedensko ob sredah, ampak se mi glih križa s tekaškim treningom, tako da ne morem priti zraven s puncami na spinning, je pa super, no. Jaz imam, sicer ga še nimam sploh kolesa na trenažerju, priznam, ker še ni ratal, ker mi to pol, vreme itak za teč ni problema in pol nekako me še ne kliče noter, to bo pol, ko bo res mogoče megla, pa enkrat na teden, mogoče 2-krat, bolj enkrat, kakšen tudi trenažer, da pride na vrsto. Daj, pa zakaj je pa, mislim, kolesarko, specialkarko Lauro poklicala cesta, pa hribi, pa tek, pa tako naprej? Mene je že v bistvu narava, planina, tukaj je naša planina, vrhniška planina nad Vrhniko, ki je res moj drugi dom, pač prej kot tretji, ja, skoraj. Že od majhnega, ko smo z očetom hodili, smo hodile gor, punce, tako da pol me pa zmeri ves čas, tudi dopoldne, ko sem bila še prej v prejšnjem podjetju v službi v Ljubljani, tudi ko sem bila popoldne v službi, sem zjutraj hodila, ni važen, poletje, zima, mogoče ne toliko redno, pa čeprav mislim, da glih tako 1-3-krat na teden. Tekme pa tudi, kaj pa vem, tekla sem pa že v osnovni šoli, zadnja 2 razreda, 7., 8. razred osnovne šole, atletiko trenirala, sicer takrat sem šele bila začetnik, nisem bila še nič kaj, ampak mi je bil že takrat tek na dolge proge, da greš ti do maksimuma, da greš tisto, zakaj, bolj mi je to dišalo, kot pa neki šprinti, nisem bila tako hitra, ja, teči in v bistvu se še zdaj spomnim v živo von mojih prvih Nike'ic, ki sem si jih takrat kupila, ki sem dobila za rojstni dan, še tiste lere, včasih je Nono pokojni nam lere dal in sem šla zamenjati in prav von, lep von starih Nike'ic, novih Nike'ic, in pol je bilo tudi užitek teči, tako da 7., 8. razred, no, vmes pa šola, Celje, takrat se je nehalo vse skupaj,
Pa spet po porodniški, zmer bolj, ker sem nekako začela biti doma ali pa dopoldne doma na planino, pa kombinacija teč. Zakaj bi hodila, če se lahko hitreje premikam, če mi paše telo premetavati levo, desno, ker tudi planina dol spust je krasen, in zakaj ne bi tekla in tek in pol v bistvu ravnina in pol so se te mali teki tlele začeli, mogoče lokalni, kakšne nočne desetke. Tako se je pa začelo v bistvu, pa zmer dlje. Sej tudi ti začela malo na cesti, malo tako, ampak Ja. prve dirke, kam si šla, kam si se prvič prijavila, si rekla, da sem pa jaz pomerila še z ostalimi, zdaj pa je svojo tekaško pripravljenost malo dala na ogled. Mislim, da je bil zdaj prav prvi tek, ne vem točno. Mi smo imeli včasih tek Strmalen, je bilo lušten, iz Stare Vrhanke do Starega Malna. Včasih je bil nočni tek k Vrhnika, mislim, da sem bila Škofeljca, take bolj te desetke. V bistvu, Vaške, ja. Pa sem bila pa v bivšem podjetju 3 leta, tam sem tudi v bistvu s fajn puncami tekla skupaj z Klaudijo, z Majo, pa kar veliko punc, Aldijana, in smo potem so dali v Senzi Labu v bistvu zelo na šport in smo potem dobili startnine. Pa so bili pa tele nočni tek, Business Run Portorož, pa Bled desetka, pa vse te take teke, kje smo še bile, Novo mesto, pa so se pa polmaraton začel, Kraški, ja, in zmer dlje, ker te zmer bolj, da bi pa še malo več, tako se je pa pol začel. Ja, našel sem tvojo fotko z nočne desetke na Bledu, ja, z leta 2019, ja. Jaz nimam. Ja, jaz sem jo pa, našel sem jo, nekje sem jo našel, pa s tisto rumeno številko, sem rekel, ok, na Bledu si bila tudi, vidiš, davnega, 6 let nazaj, pred korono, no pa se je začela korona, ki je naredila marsikaj, marsikomu od nas, recimo, ne, vsaj pogledal na rekreacijo, pa na športanje, veliko smo športali, jaz rečem, da imam lepe spomine na tisti čas, ker sem res skozi sem bil zunaj, pa še mulce sem uspel spraviti ven, malo so bili res že mlajši, ampak zdaj ne bi šli. Ampak res, mislim, ne vem, so bile pozitivne stvari, kako se ti spominjaš pač tistih časov? Ja, meni je bilo tudi lepo med korono, ker glih tle, ko sem delala vmes te 3 leta, v bistvu je bila možnost takrat, ko je bil sin še 3. razred, smo bili doma z njimi, a ne, smo se jim pomagali šolati, ker je bilo itak vse prek Zooma, to je bilo tudi, ja, v glavnem poglavje zase. In preden se je šola začela, ob 8:30, tako kot zdaj, a ne, tlele osnovna šola, sva jaz pa sestra, ki je pa delala takrat v šolski kuhinji, moja mlajša sestra, ki je bila tudi potem doma zaradi tega, vsako jutro na planino hodile. In sva imele čas zase, pa v šolo v bistvu, pa otroku pomagati, tako da meni je ta korona tudi ogromno. Tudi z očetom smo takrat dosti prehodili par teh naših lepih vrhov tukajle okrog v bistvu. Tako da je bilo prav lepo, no, ta obdobje korone. In tudi v glavi so se začele drugačne stvari odpirati. Meni je bil ja, so bile pač maske, so bile, kar je bilo spet nekaj drugega, ker ne veš, kaj bi si mislil vsem tem celotnem. Tako da, ampak mi je pa lepo to prineslo, ogromno lepih stvari, saj meni. In potem si šla, ko so se končno odprle vse te, se je odprla tekaška scena, konca 22 pravzaprav, ne, si začela pa ti zahajati na trelaške dogodivščine pa dogodke, tako. Ja, to sem pa v bistvu že ves čas, vsakič, ko sem s planine itak tekla, no, to mi je najlepš. Enkrat sem po radiu zjutraj slišala K24, to so gospodje starejši govorili, to že leta nazaj, in takrat mi je to toliko ostalo, da pač kaj je to K24, a ne, da če osvojiš vse te vrhove, da si v tem klubu elitnem nekako K24, in to mi je ostalo res v spominu, to je bila tudi moja prva tekma. In že se spomnim še, ko sem govorila takole tudi moji Klaudiji, koliko bi je šla na kakšen trail, da bi, ne samo cesta mi je bila tako, saj je zanimiva, lepa, ampak tam bi mogla, zmer bolj me pa v naravo, teči po mehkem, ne samo po cesti, po asfaltu, tam sem se zmer boljš počutila, tako da sem pol videla pa K24 trail, vem, da sem še delala tisto soboto, ker prvo leto sem šla na krajšo, bi bil ob štartu ob 3 in me je
Oče pa še sin je šel zraven, smo šli direkt ob enih, ko sem zaprla cvetličarno na Koroško in jaz sem se takrat res zaljubila, prav zaljubila v to in sem rekla, ja, to hočem, to sem že dolgo želela in to je to. V bistvu, ko se kar sam ne rabiš nobenega, sam se odločiš, sam ne se prijavaš in gremo čisto v neznano, pa itak čez rudnik, tako da v bistvu pa sem pa počasi začela dobivati slike, kaj to je, kakšni so res užitki in vsakič, ko pridem na neke nove konce, tudi Slovenije, ki je nisem veliko recimo prepotovala, videla, tudi na Kriški gori, ki sem bila prvič, jaz sem zavriskala gor na vrhe, to lepo. Čudovito, res. Te razgledi, to je to. To je taka nagrada, da wow, ki ti kar zaigra srce. To. Če ne veste, kaj so slovenski hribi, pejte na kakšen trail, boste prišli na kakšen greben, recimo na Kriško, tudi v Kočevje na koncu greš z Majne ven, gor na čistino, imaš razgled, ne, imaš razgled na Sabotinu, pa imaš razgled na Raduhi, ki si potem jo tudi obdelala, ti si šla takrat, da si malo videla, kako to zgleda, pa te pa potegne na 50 in tako naprej. Ja, pa sem pa v bistvu, mislim, da kar tam 35, so bile prve take 30, 35, tudi je bila, no, K24 je tudi mečkan manj dolžine. Pa zakaj, pa mogoče, ko se čutiš, pa da pa mogoče bi pa probal, pa da sam sebe sprobaš, a bi šlo, kako bi ti šlo. Pa mislim, da je bila prva tek z burjo, da je bila malo daljša. Takrat je celo pot dežval, ampak itak te ne moti dež, pa tudi ni bilo hladno. Topo si, itak laufaš, ni važno, da je že 36 luža, itak si mokar, ampak te ne moti. In pol tisto zadovoljstvo, ki ti rata, itak, ko prideš, ko vidiš, da ti ni bilo težko in da lahko in da pol to sam peleš naprej. Pa te pa že malo bolj naprej mika. Spet mogoče naslednja stopnička, da bi pa malo bolj se še probal na kakšno daljšo, tako da ja, pa je bila pa K24, ta je bila pa sploh že od štarta nekako v srcu. Ja, jaz pa to bi, tako kakolo. Ko greš v trail vode, slej ko prej prideš v neko druščino, ki je mogoče bolj domača ali pa bolj sprejemajoča med cestnimi tekači, ker je množice toliko več, pa ima vsak toliko enega dela s svojim tempom. Morda na trailu ni tako, ne vem, boš ti povedala, si se potem pozanimala, oziroma so te drugi malo povlekli, so ti drugi še vcepljali malo več zagona, pa več idej, kako bi šla na to stotka, si se pozanimala, kako izgleda ta K24, znamenita stotka po Koroških hribih? Ne, v bistvu nekako nikoli, da bi me zdaj kdorkoli od drugih ali pa da bi jaz kar res ne prebrskam, vsaj tiste osnove že pogledam, kjeri vrhovi, vem, da sem si na listek spisala, kjeri vrhovi so. Pa rada imam take tekme, da ni preveč ravnina, čeprav recimo zdajle obala je bila malo drugače, ampak da je in za gor in spusti, da grizeš, da so to res, tudi rada imam malo več hribov. Tako da ta je bila sploh izziv, pa zvečer ob 10 je štart. Ja, in ko toliko močno verjameš v to, v bistvu se prijavaš in sploh se nič kaj, nekako, ko se odločiš, se mi zdi, da tista stvar dozori v tebi, ko to pade odločitev, pol moraš sam temu slediti in to je bilo isto za K24. Tako da je pol to tudi ratalo in je bilo res čudovito. Ja, ko sem se imela tale podcast, si rekla, malo imam treme, pa sem rekel, pa ne zgleda, da jo imaš, draga Laura, naraven talent si lahko bi bila televizijska napovedovalka ali pa voditeljica, govoriš, ko daš, to je super, no, če so pri tremi, mislim, jaz se spomnim, karkoli sem šel kaj daljšega, ali pa tudi krajšega, pa je bilo treba hitreje. Človek ima pred tekmo malo treme, si imela pred to stotka pa je vendarle ena taka velika gora, nikoli ne veš, kaj se je zgodilo, pa noč, pa vse skupaj, kaj treme, oziroma veliko treme, oziroma si imela že rajze fiber cel teden, kako boš potovala na Koroško, pa težko, pa slabo spala, pa povej mi. Se mi zdi, pred vsako tekmo imamo zmeri malo živčki delajo, kar je normalno. Čeprav ful se miriš v glavi, sej
sej je v redu, sej znam, sej bom, sej vse v redu, sam sebe tako vse čas, sej pa v vsaki stvari je gor in dol lahko v glavi obračaš, a ne? In se pol skozi hočem gor dvigovati. Tudi drugače pred tekmo je pa tako. Jaz sem zelo vesela, imam prijatelje tekače, moje vrhančane, jih je res veliko tudi. Pozabila sem prej omeniti moje Janezove garače ob sredah, treninge. Janezovi garači, živijo! Se pravi, tekači, ki me tudi spodbujajo in tudi med njimi sem ob sredah popoldne. Tako da tudi tukaj je recimo potem moj prijatelj Andrej tekač, Marija, Saša, Irena, vsi te tekači, Andrej je bil pa tudi že prej na stotki K24, tako da mi je on mogoče malo smernice povedal, kako pa kaj je treba. Smo imela pa tudi support Jerneja, enega fajn fanta zraven, da naj jo je pol čakal na samih ukrepnih in tisto sva mu naštimala, vrečkice, karaba, sendviče, saj tam, kjer ni bilo možnosti drugih stvari in je bilo to res zakon. In pol sam greš in uživaš in ni lepšega, ko pogledaš gor na peci, lučke za tabo, lučke pred tabo in pol na Radohi, ko se dela dan, ko sem si prav zaželela, sem nekaj tam bi pa rada bila, da ko se bo dan začel zbujati in je bilo res in je bilo spet to, je ena, ne vem, prav noro lep občutek v srcu, res taka prijetna. Ok, treniraš za maraton, treniraš za 50 koke, vse jasno, ampak stotka pa vsem terja od tebe. To veš, da boš na nogah, ne vem, 12, 14, 16 ur, kakorkoli, celo noč si imela kakšne posebne treninge, si delala dolžine, si delala 50 za vikende. Ne, toliko takih dolgih nikoli nisem delala. Mogoče, ne vem, kakšne 3 ure, da sem imela 3 pa pol, take malo večje tukaj kroge, tako kot gre tudi recimo za Plana trail. Res, pri nas imamo to lepe konce, tako da meni je zakon, jaz se samo obujem, pa od doma lepo odtečem, tako da je tras res ogromno, vsakič drugačno lahko sprot si izmisliš, kamor te pele. Drugače pa tako, ne vem, jaz imam tudi takrat rojsten dan, glih kaj K24 in sem šla toliko nekako umerjeno v to, toliko sem vedela, da bo, nekaj bo že, pa če pač mi ne bo pa rad ali pa ne bo, ampak vedela pa sem, da je fajn, da res ješ, piješ, da te ne zmanjka, ker tisti je škoda, da zamudiš vlak, pa da se pol v bistvu sam sebe matraš. Tako da bolj to, nekako po pameti, ampak po občutku, s srcem, pa sproščeno, pa uživati, to je pa najbolj, in je res bilo, ja. Uživati praviš, ampak vsem, to je stotka, slej, ko prej te neki more mal pošlatati, moraš imeti kakšno krizo. Si imela kakšno krizo, kje je bilo pa težko, vsem stotka? Ja, večkrat pridejo itak sploh, zato ker je toliko gor in dol, noge pridejo zmatrane, tako da v bistvu bolj mogoče zato, ker tudi na spustih rada pošponem, ker tam mi je res luštan, pol že ubite noge, sploh pol na koncu še tisto, kaj je žerjav, tisti zadnji pukelj, ki je vsem nepotreben, tudi če ga ne bi bilo, ampak pa enkrat, ko vidiš, da je že proti mestu se bližaš, pa da je to, pa da te pa itak odnese v cilj. Tako da, ja, je bila kriza vmes malo, boleče noge, ampak stisneš pa moram, pa se že 60, mislim, da se že 50, se ti priključuje, da te pol oni mečkan tudi tisti bodrijo, ki jih srečaš razne tekače, ki se poznaš, pa kakšno besedo rečeš, pa gre pa lažji. Tako da se je dal. K24 si rabila za tisto stotko, koliko si rabila? 16 ur? Pa še nekaj, ne vem točno koliko, na pamet. Koliko pred ciljem si se začela jokati? Mislim, to sem grdo rekel, ampak tako si predstavljam, da se emocije so vsem prišle za tabo, ker tista ravnina, ki greš od Krožnega čez kraj in potem zavijaš levo, mislim, tam je šlo še meni malo na jok, ja. Mislim, da isto, glih meni tudi tam. Prav tista ravnina, ki je pol krožni levo, glih tam, ker sem vedela, da je zdaj pa že to. Ja, tako ne vem, ko se spomniš v samem Berlinu, Brandenburška vrata, to je bil moj prvi maraton, ko prideš tudi tja, v bistvu, ko to vidiš, ko rečeš, da ratal je, to je to in itak se zjokaš in to je to, ko si ponosen nase, pa ko ti je ratal,
to je najlepša nagrada. Tudi, če ni, ne vem kaj, nobenih daril, ampak ja, ratal ti je. To je ena No. taka lepa potrditev in zagon za naprej, to te sam jača. Tako. Ko si ravno omenila Berlin, leto 23, ja, berlinski Ja. maraton, ki ga pač vsak tudi maratonec, recimo slej ko prej odlaufa, ker je res blizu, pa res velik, pa res izjemen. Zakaj si se ti odločila za, recimo, cestni maraton, pa za Berlin? Po mojem, da glih iz tvoje strani prišel mail čistko in je še prosta mesta. In takrat sem tudi v službi še malo lažji, ker mogoče bilo mičkan manj samega dela, da sem zorganizirala tudi si prosto. Mislim, da sem šla celo sam sobota, nedela že nazaj. Ja, od prijateljice, sestri sem prespala, to je bilo super. Prav tako se je vse poklopili, so kar prijavila, kar na blef, pa gremo probat. In prvič tudi v Berlinu, sam glih to mi je bilo super, ker je bila Simona tam, da mi je pol pomagala, da me je ona tudi usmerjala na vlak, kako iz letališča, kako do nje, pri njej prespala, zjutraj šla, tam se še z fanti dobila na večerji, z enimi našimi Slovenci in pol pa v bistvu odtečeš, pa že isti dan še nedeljo pa nazaj, ker je drug dan služba, tako da to je bil tudi en tak res doživetje. Spomni me leto 23 v Berlinu, kakšno je bilo, kako si vreme. To je tako vzdušje, to te kar nese, to te sama ljudje okrog, vsa glasba, to je res tisto, kar greš in kar tečeš in sploh ne prideš do nobene krize, do nobenih, ne vem, ful je bilo fajn. Tudi enega fajn fanta sem zraven sebe najdla, ker je tak dober tempo imel, sem se ga držala. Sicer sem se pol nekje izgubila, ker je šel punco pozdraviti, vmes ga pol ni bilo več, ampak nekako na isti ritem, isti tempo, da držiš in je prav lepo šlo, no. Tako da zakon je bilo. Pa ne, itak ta vzdušje se mi zdi pa sploh naredi. Ker so res razno razni ljudje, glasbe, ni da ni. Tako, evo, če hočeš sprobati enega večjih svetovnih maratonov, pa res odlično vzdušje, pa ne lažje še zmeraj priti na Berlin, vseh teh majorsov pa tako naprej. Da bi te vleklo to, recimo, da bi delala še kakšne večje cestne maratone, vem, da si Ljubljano pol odlaufala tudi, ampak stalo pa zaenkrat imaš dosta, se še kam oziraš? Zaenkrat ne, v bistvu, ker bolj so mi itak v naravo. Sama cesta, ja, tako tudi grem, pa ne pa neke maratone, da bi izbrala zdaj za drug let, pa da bi se prijavila na maraton. Pa ne vem, sicer to kar sproti pride, ampak mogoče sem zdaj videla, da tudi zaradi službe ne gre več kot toliko, pa večinoma so vse te dogodki ob sobotah. Pa tudi noge so čisto drugačne na asfaltu 42, ko odlaufati ali pa nekje izven. Tako da me ne vleče toliko na cesto. Prej so bila pri kolesih, zdaj pa še pri obutvi. Na kakšno obutev pa ti prisegaš tako v hribih kot na cesti? Zdaj sigurno imaš več parov doma. Ja, v bistvu zdaj imam La Sportivo in so res zakon. In sem tudi Sari povedala iz Igluja, ker sem jih tam vzela, toliko dobri supergi, res kar sami igrajo. Tele novi, kaj so Rodrigio Pro, res super. Tako da imam pa tudi hoko, imela sem Brooks, začela sem pa z onkami, sem pa tudi v bistvu onke, te Ultra Cloud so mi bile tudi super. Tudi 3 pare istega čevlja imela, ker ti tako dobro na nogo sede, da pol v bistvu imaš najraj. Tako da, no, tele so mi pa zdaj tudi spet poglavje zase, res udobje in glih tisto pravo blaženje, kar rabim. Ne preveč, pa ne premalo. Kaj je tvoj kriterij, da copat zamenjaš? Ne vem, so to kilometri, je to obrava podplata, je to občutek, da so trdi? Bolj občutek, v bistvu, ko že vidim pol, da pa začnem ful bolj čutiti pod nogami, tako drugačka v štartu, takrat pol pa rečem, pišu, ka se je že toliko narejenega. Koliko jih pa naklepaš enem paru približen, no, tako čisto? Pa po moje ene 2 na let, ampak še to je tako, čisto po občutku, čisto sprot, zato ker jih v bistvu skozi tudi malo menjam, nimam skozi samo ene in iste gor, da jih pol tudi malo zamenjam. Pa če ne grem tudi neko, ne vem, če grem sam tudi tle po cesti, 1/10, grem tudi kakšne take bolj čististe na easy superge, ne glih za v hrib.
skoraj leto bo že od tega, kje si lansko leto zvohala, pa šla decembra v Antalijo, v Turčijo, laufat, trail, evo, to bi bilo zelo zanimivo, ne, pa še izvrstno si se uvrstila, malo ti zmanjkalo so do zmage. Ja, to je pa po moje spet kar nekako, a je to nekje na Facebooku prišlo, ali kaj je sploh bilo, ne vem, to se mi včasih kar kaj pripelje mimo, pa v bistvu, kakor sem zelo malo na telefonu, pa na Facebooku, pa na vseh teh družabnih omrežjih, saj časa malo posvetim. In potem sem začela razmišljati, kaj pa če bi jaz šla to tja odlaufat, pa še v bistvu vedno sem imela željo otroke, da bi kam na letalo peljala, ker nista še nikoli bila. Imam zdaj 2 najstnika, hčerka bo 18, sin bo 15, tako da sem rekla, kaj pa če bi eno z drugim združili, to je konec leta, ker bi takrat tudi imela cvetličarno zaprto, ker so glih prazniki in to se bo pol glih poklopilo in začnem gledati karte in v bistvu sem dobila dosti ugodne karte in tudi apartma. Štartnina tudi ni bila draga. Pa mislim, da je bilo ta hec, ja, zdaj se spomnim. To je bilo v bistvu, mislim, da v okviru pokala Alpe Adria, pokal Trail Cupa, ne. In to je bila ta zadnja tekma v letu. Sem rekla, zakaj pa ne bi šla tudi to zraven mogoče, pa še tako čist neko drugo doživetje. Jaz odlaufam, pa sem zbrala glih za to mogoče krajšo, da ne bosta sama 2 toliko časa v hotelu in je bilo tudi krasno, noro. Isto na Easy smo šli, na Simple, pol smo se imeli lepo, tam je itak, so te bazari za otroke, to cunje, vse te v bistvu, to je bilo tudi najbolj. Veliko smo prehodili, veliko smo videli, prvič v Turčiji in tudi ljudje, tudi ta, ki je bila v bistvu prva zmagovalka, je tudi me povabila v Kapadokija trail, tako da tudi pol sem bila čisto presenečena, res sploh nisem pričakovala, da bom bila tako v redu, da mi bo tako fajn šlo. Zanimiv trail, šel je tudi Matej Virantov, v bistvu smo se tam tudi dobili z njegovo punco, on je šel na daljšo, tako da smo tudi bili na večerji prejšnji dan skupaj, tako da nisem bila edina Slovenka. Pa zelo lepo, no. Sicer vreme takle decembrski, tudi malo deževalo vmes, čez vodo in kup enih vod smo šli, tako tudi malo globi, ampak je bilo ful fajn, res. Kako se ta turška pokrajina razlikuje od recimo slovenske, od karavanške ali pa alpske? Ja, hribov ni, sigurno, sicer so hribi, ampak tista na moji dolžini ni bilo. So pol malo višji, je bil tudi sneg gor, ker to je bilo konec decembra. Drugače smo pa bolj, se ne vem, koliko je imela moja višina, zdaj se ne spomnim na pamet. Glavnem bolj tako izven, ven iz ceste, ven iz mesta, tako smo tekli, ja, čez razne potoke, čez razne struge, vse povsod, gor, dol, tako da zanimiva pokrajina, no, mi smo bili tle, Antalija, itak je morje zraven, je tudi bilo lepo, glih zaradi tega, tukaj je bil tudi sam štart in cilj, potem cilj je bil drugotno, to se, ja, lepo je bilo, meni je bilo res lepo in to doživetje, vse skupaj, no. Pa ena Slovenija, tam v bistvu, ne vem, koliko je bilo, 38 držav, če se ne motim. In pol, ena Laura z Vrhanke tam na stopničkah, prav, wow, to je res ena taka nepričakovana nagrada. Sploh nisem šla, sploh z mislijo v to, da bi pa kje. To čisto grem odteč, da vidim pokrajino še malo več, ker res nismo imeli, smo bili samo peš v bistvu v mestu, ker smo bili samo 3 dni in smo pol bolj prepešačali mesto in dal čez, tako da nismo imeli tudi avtomobila, da bi mogoče malo več si ugledali, pa decembra je to bilo izven sezone, ampak je bilo pa super, ljudje prijazni, res lepo, meni je bilo lepo, tudi otrokoma. No, rekla si, koliko metrov tle uradni rezultati pravijo, 31 km po 822 višinco, kar pravzaprav za trail takega formata niti ni veliko, no, zelo tekaška zadevščina. Ja. Ja. In so te povabili, sigurno so te povabili nazaj, so rekli, Laura, moraš priti. Ja, tudi pol so mi še vabili sam, se me je že spet pol začel itak srbeti, sam pol je pa spet časovno, pa kako to uskladiti, ne, pa ne gre, v bistvu zdaj pa vse je treba dati poslu prednost, to je le na prvem mestu in pol veliko takih zadev
odpade, ampak še zmeraj je pa mogoče enkrat v zraku. Bolj kot Podokija, no? Tudi ta prva uvrščena me je povabila, rekla, pri meni boš prespala, vse ti zrihtam, daj prid, koliko je lepo, res lepo. Tako da mogoče to enkrat. Sam bo treba si dati v koledar, v bistvu, pol spet novega leta. Ma je treba kar plan narediti, ja, ne gre kar tako. Nimamo kar tako časa. Imaš plan že, evo, če smo že skoraj decembra, 25 za leto 26, že imaš na koledarčku obkrožene datume? V bistvu imam zdaj januarja tek z Burjo, Corso de Labora, tega imam, ker sem ga tudi že šla, zdaj bom imela 84, mičkeno daljšo, 5. januar je nedelja, tako da letos sem bila na knapu, no pa sem bila prepozna, da bi se prijavila, ampak sem rekla, nič hudega, sej tudi nič ni nujno, to je čistko. Če pride misel, želja pride, če pa ne, pa tudi ne. Sej včasih se mi zdi, da je prej bilo mogoče preveč, ker je bilo posod to klušten, pa bi pa kar še tjašal, ne, te to bolj vleče, ampak pol vidiš, da na koncu ne gre več kot toliko časovno tudi, pa tudi mogoče, kaj je dobro, pa koliko je spet dobro, ne. Lahko bi bil vsak mesec ali pa na 14 dni na tekmi, sam spet, ja. Tako da to imam za drugo leto januarja, prestavljeno imam v bistvu K24, ker letos nisem šla, sem šla samo zraven, navijaško, pohodniško, sicer sem šla na Uršlo, pa Vipavo, no to se še nisem odločila. Zaenkrat so te 3 v planu, na Vipavo, katero bom šla dolžino, to bom še videla, UTVV, ja. Pa naprej, sproti, kar bo. No. Bomo videli. Nič nisem še. Ponovadi sem bila bolj pridna s prijavami, pa sem že to toliko naprej. Ja, da so bolj cenejše prijave, ampak zdajle pa kar nekako. Problem je spomladi, ker toliko tekem, imam jaz tudi veliko porok, itak so sobote, pol vse te zadeve in težko pol, a ne. Tudi bilo je tako letos, da smo imeli 2-3 poroke in pol na isto soboto in ne gre, ne. Pol je treba dati temu prednost, tako da. Vseeno ti je uspelo bresti v tvoji samo nekajletni telaški karieri, kar nekaj slovenskih trelov, bila si v Baški grapi, pa na Soči si bila, Knap si omenila, Corsa de Labora itak, a ne, Ribenca, tam vem, da sem te tudi videl, no, se pravi, kar malo izbiraš te slovenske premium dirke ali pa dirke pač, ki so v koledarju za že stalnica. Ja, res je, v bistvu bolj tudi tukaj, ne, ker če greš tujino, sicer ja, gledam, se bi šla tudi še, Dolomiti sem bila letos, sva bile s Piko, je bilo tudi super, bi tudi še šla, res hribi gor, ima krasno, res prav visokogorje pol že, ko greš višji. Sam pol, kaj tujina je spet 100 dni več, recimo odvisno, no, kam greš, no, saj za tejle Dolomite ni bil problem, si tam v avtu prespiš in je, to tudi sploh ne kompliciram. Drugače pa ja, tukaj, ko so sobote, ko se da v bistvu, sploh te krajši, itak je isti dan štart, a ne. Če ne je treba pa že pol toliko bolj časovno uskladiti vse skupaj. Tako da, ja, sem šla pa vse te konce, ko sem recimo povsod prvič prelaufala pa videla vse te vrhove, ker jih drugače nisem. Tako kot tudi nad Postojno recimo je tudi krasno, ali pa zdajle na obali, vse te vasi lepe. Nikoli prej nisem bila, ne, in res povsod te pol na novo preseneti, koliko je lepa naša Slovenija. Zato pol kar zbiram naše lepe konce. No, pa tudi tujci najbrž, se je vedno več tujcev, jaz zapažam tako ali drugače, ali na štartnih listah, ali pa v živo, koliko tujcev prihaja, pa ne samo na UTMB dirke, tudi na ostale dirke pridejo pogledati slovenske hribe, ker jih očitno imamo nekaj posebenega tukaj, ne. Gotovo si koga srečala, s kom govorila, pa. Ja, ja, itak na Julian, Alpstrail, na Jatu jih je tudi ogromno, pa saj povsod v bistvu, če itak v Vipavi. Sam je lepo, glih to, ko od tujcev govoriš, koliko so oni isto navdušeni, res koliko je lepa Slovenija. Tako lep občutek je pol v srcu, ko rečeš, ja, tukaj sem doma, tukaj imamo res lepo, vse imamo, čisto nič nam ne manjka, sam ceniti je to treba. Res, toliko lepo, lepe konce vsega. Ja,
ko pa sama gledaš na popularnost trailteka, ki, ok, vsaj na večjih dirkah, lahko pomeni zdaj že več tisoč tekmovalcev, pa to že, bom rekel, gneča je, organizacija je drugačna kot po navaški dirki, kjer je 50-100 ljudi, ko pa ti to gledaš. Ja, je normalno, v bistvu vse tako, kar recimo pri kolesarstvu, če se gleda leta nazaj, ne vem, vse punce, ki so še moje dlje v tem, bojo še bolj vedle, kako je bilo takrat, ko so one začele. Tako je isto pri teku, ne, kako se to množično razvija. Se mi zdi isto pri trailu, veliko tudi začetnikov vidiš, recimo, ki začnejo, ampak je lepo, no, da človeka potegne. Meni se to zdi sam plus, da smo ljudje aktivni, da je to v tebi in da je to nekako zdrav način gibati je treba. Se mi zdi, da tako telo podmazuješ. Zdaj, ja, koliko je za koga dovolj, kje je meja, to vsak pri sebi najbolj ve. Pa nekako, da to res z radostjo, z užitkom delaš, ne da se matraš, pa da boš imel to, ne vem, da boš se pohvalil, ampak v bistvu bolj tisto, da zmeri sebe poslušaš. Tako da tudi tukaj, ja, doživiš, vidiš novincev, vidiš tudi starejših ljudi, pa odvisno od dolžine. Sej mogoče tisti, ki se prvič so na krajših, sej tako smo vsi začeli, pa naprej, pa odvisen, kam te pele. Kaj pa UTMB, bom rekel, norija, pa zbiranje kamnov, pa žrebi, pa to je že na lavaredu, pa na ene dirke je že težko priti, če nimaš sreče, ali pa dosti dirk že prej, da zbereš kamne in potem denar, da se tja spraviš. Zaenkrat me pa v bistvu še ne vleče toliko tja, glih mogoče zaradi tega množičnega vsega, rajši imam manjše zadeve. Ne vem, koliko bi mi dal to toliko večjo potrditev, da bi pa rekla, ja, bila sem tam mogoče, ja, doživetje, vse, ko poslušam druge tekače, verjamem, mislim, da je to spet poglavje zase. Bolj so mi pa mogoče meni že tako, ko so taki nepričakovani rezultati, ali pa da mi rata, ali pa da vidim, da v bistvu po občutkih, ko tečem, da mi res ni težko, ne vem, tako kot zdajle, ko je bila 100, ko greš res z lahkoto, se mi zdi to še bolj potrditev, no. Ne rabim mogoče ta unga pokalčka ali pa kukorkoli, ali pa nisem vse pa spomini, sigurno, če bi šla tudi na UTMB, verjamem, mogoče bi mi marsikdo drug bolj znal povedati, kaj je bil tam. Na Madeiro drugače si želim, to sem rekla, to bi pa šla enkrat, ja. In tako, in odlaufati in potem malo dopusta. To je želja. No, pa ta Kapadokija, pa naprej počas. Sej, sam da bo ratalo enkrat speljati. Da, leto je prekratko v bistvu. Madeira ti bo všeč, tam je rastlinje noro, barve so odštekane, edina stvar, poleg tistih levad, ki so res fantastične, so te neskončne štenge. Ja, to sem slišala. Za obice, pa pride megla, pa dež, pa ti spodrsne, pa si rečeš, za mi res tega treba. Ampak je pa, otok je pa fantastičen, res ti priporočam, če se še vreme sestavi. Mislim, že tako po otoku zaiti je izkušnja sama zase, no, res nekaj posebnega. Ja, zaradi tega, vse v enem bi, ja, glih to, da je dopust, da je doživetje, vem, da bo luštan, ja, kaj bo ratal. Zdaj, Laura, ti nisi kar čist navadna rekreativka, no? Ti znaš posežiti po stopničkah velikokrat, si kar dobra, tudi med svojimi, bom rekel, vrstnicami pa kolegicami si hitro prišla, bom rekel, med boljše, no, tako imaš malo talenta, vzdržljivosti, več treniraš, res uživaš v tem, oziroma ti je kdo rekel, joj, Laura, če bi še malo bolj, bi pa lahko zmagvala še bolj, pa. Ja, v bistvu vse je zanimivo. Jaz sem tista mašina, ki pol šele po enem 8-10 kilometru zalaufa, da se segreje, pa takrat začne. Pa če se pol to v bistvu, ta prav ritem, da se pele lepo, pa da se sam teče, pol noge tečejo in mi je res to užitek pol daljše, ja. Zdaj, kako je to ratel, ne vem, ker sam grem pa uživam. Na podlagi česa, na podlagi kakšnih stvari sem predtem delala. Zmer je bilo pa presenečenje, nikoli se ne ženem, jaz pa moram biti na stopničkah ali pa to mora biti, to sploh ne. In vedno mi je bilo to čisto tako, wow, a res, prav, ker sam sebi ne verjameš.
Tako no, zmer mi je pa lepo, da mi rata, ja, kar tako še sam ne moreš verjeti sam sebi. Tako. A imaš preštete svoje pokale in medalje, jih daješ na kakšno vidno mesto, morda v cvetličarno? Ne, to ne. Imam jih v bistvu obešene, tiste letne sproti kolajne, pol jih pa pospravim, pa spet drugo leto druge, čeprav letos jih je kar manj. Ker tudi v bistvu, glih za novo leto, na Silvestra, sem še delala, pa sem šla zjutraj na planino, pa sem padla nazaj, grede čist na konc, že je bilo poledeneli in sem padla direkt na trtico in sem imela Avč. počeno trtico, tako da v bistvu je pol bilo tudi od takrat malo pauze, nič teka, to je bilo res boleče. To je res, ker se kar ne moreš pobrati in ne veš. Tako da jih letos ni toliko, no, kaj pa je bilo vmes. Dolomiti so pol bili, pa talele, pol je pa kar nekaj odpadalo, no, tudi zaradi te pol naslednje mečne mišice, ja. Tako da, Poškodba, nateg, kaj je bilo? ja, v bistvu je bila 4 centimetre je bila mečna mišica. Ja, tako da se je zrihtal, me je super fizioterapevt. Natrgano si imela, Natrgano, ja. Avč. Ampak se je vse super zrihtal. Res pa nisem pol 2 meseca, pa še več, nič tekla. Sam hodila, hvala Bogu, da sem hodila lahko lepo na planino, na kolesu, na izi. Tako da sem bila hvaležna, da sem vsaj to lahko. Sej se da, sej se pol sprijazneš, pač sprejmeš, da pač to je treba in to je treba poštimati, par fizioterapij, kar je bilo pa tudi res pol dobro, da se je tako poštimali. Tako da je zdaj super. Kaj se je zgodilo, da si pripetila ta poškodba? Na enem treningu, v bistvu na našem tekaškem v sredah, ki ga imam z garači, te visoki poskoki, ki zategneš v bistvu nazaj nogo in sem sam stegnila in na vso silo in je sam počel. Tako se je zgodilo. Ja. Mečna mišica, oj. Pa tako sem, cel dan sem na nogah, v bistvu tudi vsak, ki mi pol, tudi fizioterapevt je rekel, daj večkrat pomaseri, večkrat noge, daj počivati. V službi sem skozi na nogah, tudi ponovadi zjutraj odtečem že in pol cel dan stojim in dan na dan, v bistvu cel dan do večera, pa se nabira. Recimo, takrat sem imela tudi, mislim, da glih dopust, na morju sem kolesarila, malo tekla, pač dan na dan, mogoče vsega skupaj. Triglav je bil tudi v mestu, tudi Triglav imam zmeraj rada, si ga vzamem enkrat letno. Iz kje pa greš? Nekako sem se odločila, da vsak let drugod. Letos sem šla iz Kota, lani sem šla iz Zadnice, pa povsod je lepo. Tako da grem med tednom rada, ko ni gužve. Začetku julija, takrat imam tudi recimo tam teden dni dopusta, da rata, da se pol zamenjava s to punco, da ona oddela. Tako da v bistvu sem šla, mislim, da na ponedeljek ali na torek, tako zberem, kaj je vreme, kaj je dan in takrat pičim gor dol in je luštan. Koliko časa rabiš? V bistvu sploh tukaj, ker sem hodila iz planine Konjšca, tam je sploh hiter, ne, iz Pokljuke. Ta tista je krasna tekaška. Se da par ur, bi mogla pa spet pogledati na te podatki, mi toliko niso pomembni in pol mi ne ostane toliko v glavi. To je super. Tako, Pa to je priznam. super. Eni na sekundo znajo povedati svoje segmente, pa to. Ja, vem pa, da se da, no super, da sem bolj bila tudi, res tako hiter je ratal, tako, ker gre, no, sploh kaj tekaški, sploh tlele v bistvu mimo Vodnika, pa ta del itak s Pokljuke, ta je super. Pa ta je bila tudi lepa, pol mimo Doliča, zdaj sem sicer hotela tudi iti sami ratal, sam do Staniča, zdajle ne vem točno, koliko 2 meseca nazaj mogoče ali pa malo manj, ampak je bila že tako mraz gor pa megla, jaz imam pa z rokami težave, ker imam ta Raynaudov sindrom. Si zatekajo. Ja, pa porumenijo čist prsti in jih ne zbudim več nazaj in pol to tako neugodno boli tudi v trebuhu, v želodcu in da ratam na pol živa, ena dead fish sem pol v bistvu, ker mi to toliko čist porumeni in pol, če je res tako hladno, da jih ne zbudim več, dobim pol ozebline. Ampak to je res v tisti, zato pa moram skozi laufati, skozi teči, da se ne ustavim, kapilare se zožajo in ni prekrvavitve, ne.
Tako da v bistvu pol drugič sva tudi imela željo, da bi šla gor s Petrom, s fantom in ni ratal, sem sam do Staniča pač zaradi mojih rok, tako da je bilo luštno glih tako. No, kaj pa ta poškodba, jak si rekla, da si jo predelala, ki je ogrozila priprave na tvojo 100 pola, ne? Ker to bi kdo rekel, je pa lahko delikatno vse skupaj. Ja, v bistvu mehen me je tudi to, ker je bila dosti tekaška tale 100, pa vseeno sem rekla, toliko tekaške take dolžine nisem še, kako bo, ker jaz nisem toliko ravninski tekač, recimo, no. Pa zaradi poškodbe sem pa kar nekako verjela, da se je dobro, zato ker mi pol ni nobenih težav ali pa da bi me kaj opominjala, da ni še čisto v redu, pa da je še prekmav. Vseeno me je mogoče mehen, ampak res mali dvom. Čeprav teh nekih takih dvomov tako zmeri nočem preveč klicati k sebi, se kar verjamem, da bo vse v redu. Tako da je tudi bilo in je bilo brez težav, no. No, če so pri tej 100 vse, ko si šla na štart, ja, na obali, kaj si imela v glavi, v redu sem, vse izrihtano, pripravljena sem super, vreme je bilo super, se je poklopilo izjemno, tudi se je malo prizorišče zamenjalo, trasa je, toliko je hitra tistih višinskih metrov, je precej manj kot kakšni drugi 100, mislim, da manj kot 4000, tako da, no, povej mi sama. Pol je bilo fajn, v bistvu ob 6 je bil štart zjutraj, še z lučkami, pa naprej, v bistvu tako lepo je, na Slavnik se je šlo, pol se je že zdanil dosti kmalu in ni bilo nič napornega. Lepo mi je bilo, ker v bistvu na samih ukrepnah me je tudi Peter počakal, sva sam zamenjala, ne vem, gel, sem vzela svoj gel, bidon. Jaz sem zmeri že tudi na teh kratkih, tako mi je nesmisel, drugo je, ne vem, vse če bi se namenila, recimo bi rekla, ok, grem na easy, pa grem hoditi, pa grem ali pa na easy, pa se poustavljam na ukrepnih, pa pol tudi kaj poklepetam, pa vedno so prijazni vsi ti prostovoljci in lepo je res, ampak jaz sem taka, da v bistvu, če imam vse sabo, pa najbolj mi je tiste svoje stvari, ne jem tam nekih čipsov, salam, ker mi tudi ne da, se mi zdi tistega, kar rabim, saj takrat ne, in grem rada pol naprej, vzamem samo svoje stvari, svoje bidončke, svoj gel, pa šibam naprej in je bilo tako, res je tako fajn tekal, od ene okrepčevalnice do druge, kar že spet je bila nova, pa že spet in pol tiste vasi in kar tečeš in pol kar pretečeš, tako da, tako je lepo, res lepo je šlo. Si med dirko, kako je šlo med dirko, na koncu je bila fantastična druga, no, samo Martina Klančnik potrč, ne, pa še ona je hotela iti drugače na krajšo razdaljo, no, če škoda, ki ni šla, pa ti lahko zmagala tam, ampak si vedela, kje se giblješ, kako je bilo vmes, ste se kje dajale, mogoče za kakšna mesta? Martina je vseeno, tudi ne pričakujem, tudi vem, da je Martina je itak ena in edina, tako da je tudi toliko prednosti imela, tako da sploh ni tukaj za govoriti karkoli. Kaj pa ostale za tabo potem so bile, kje so te ogrožale? Srečale sva se v bistvu na štartu, od začetka sem Tjašo, v bistvu je bila Tjaša Seliškarjeva, smo se srečale, pa sva en čas bile skupaj, pa sem šla jaz pol naprej. Še ena druga punca, ki mislim, da je pol tudi bila neka po starosti, mislim, da tujka, če se ne motim. Drugače je bila pa Irena, moja prijateljica Irena, tudi vmes sem jo dohitela, je bila ona vmes druga, pa je potem v bistvu nažalost žal odstopila, ampak jaz verjamem, da ker je bila to njena prva 100, težko si je predstavljati, ker to je zelo težko, ker ne veš, kaj te preseneti. Včasih se tudi kakšne stvari pridejo, kar ne pričakuješ, pa ali so kaj noge, da niso v redu, ali kakorkoli. Tako da sva se z Ireno pol srečale, pol sem šla pa naprej, pa tečeš. Evo, če za prvo 100 je bila 16, ok, ta močka ima manj tehnična, se rabila samo še 13 ur, mislim, to je bilo pa res hitrno, to pa zdaj že pomeni, da imaš v nogah te 100 zelo dobre. Ja, ne vem, to je tista potrditev, to je tista nagrada, pa tudi tako,
Ma vedno rabimo, se mi zdi tudi ljudje, ali tako, kot ti reče, en rad te imam, ne vem, lepa si, to je tista potrditev, ker res veš, da pa sploh to, kar s srcem delaš, a ne, to je meni isto, tako kot ljudje, ki rečejo, ne vem, res lepo naredite, žena je bila res vesela. To so vse tiste potrditve. Ni denar, sploh ni tisti denar pomemben, ampak to je tisto, ne. Pa ne, da bi se karkoli hotel dokazovati, sploh ne, ampak se mi zdi, da eni cilji morajo biti in ko k temu strmiš, pa to sploh te stvari, ki delaš res rad, da je to te sam naprej žene in pol sam uživaš v tem in sam to deli naprej, dokler le lahko, z občutkom, sigurno, je pa veselje, no, ker ti da pol tudi moč in energijo za naprej, za vsak dan. Ja. Marsikateri, evo, trelaš mi že povedal, kaj se razmišlja vmes. Eni tuhtajo, kdaj bo naslednja okračevalnica, eni tuhtajo, ki jo fotko dobro zategnili, eni se drugače zamotijo. Kako se ti, mislim, štartaš, ok, začetka ne gledaš preč na uro, ne misliš, da je šele 15 km, pa jih je še 85. Ne, v bistvu jih ni 85, jih je v bistvu 93, ker je 108 in tako naprej in tako naprej. Kako ti mentalno se pripraviš, da ne razmišljaš preveč o tem, kaj te še čaka, ampak da si v trenutku. Meni ponovadi vedno kakšna glasba v glavi igra, tako da vedno imamo mogoče ene, dva, tri komade ali pa enega, dva, ki se skozi obračata, ki mi dajeta ritem, ki me peljata naprej in recimo tudi nikoli si ne pogledam dobro trase, da bi vedela, aha, tle pa sej ne približan, ja, itak graf vidiš, pa da veš, kje bo, kdaj bo začetek, ma ne vem, kako bo na začetku, pa kdaj bojo kakšni vrhovi, da veš pa, kaj te še pol čaka. Ne grem pa toliko v podrobnosti, tudi GPX-a si ne dajem dol, recimo same trase, da bi po trasi tekla. Bolj, ko ne, se kar sam prepustim. Mogoče ja, ne vem, tako, ko je bilo za Podbrdo, ne, 42, kot da je to pač strahopoštovanje tekma, pa nekako nikoli se tudi nočem dati motiti drugim besedam, ker zmeri se prepustim bolj tistim svojim občutkom. Majhen se že pozanimam, ne, pa ponovadi tudi kakšne par dni prej sploh neki ne grem nikoli v detajle same tekme, ampak se sproti pustim presenetiti, no. Pa probam zgrist, kar je, pa pol pri spustih dobiti, ker tam mi je luštno, tam mi je res užitek se spuščati. To je pa to, pa kar te pelje naprej. Katera dirka je pa nehvaležno vprašanje? Ali pa rečem, no, najljubše tri, ki so ti, ki so res toliko dobre, vem, da jih je toliko, pa nočeš narediti, ne vem, krivice komu, ampak tako neki, kje te pa res toliko vleče, K14 si izrekel, si zaljubila, še kakšna taka, kamor pač greš, če se le da, tudi če je kaj drugega takrat. Tudi Baška grapa je čudovita, zato ker v bistvu, ker so vse te hribi zraven, ker ni to sam nekaj malo lahkotno, ker je treba res pokazati se, da zagrizeš v hrib. Kriška je tudi taka orang, naša Zaplana trail je tudi čudovita, je tudi krasno teči na domačem terenu. Tako da ima čisto vsaka je po svoje, v bistvu in obala, ki ima vse te vasi lepe, ki sem tudi rekla pol vsem organizatorjem, koliko je res lepo. Tako no, povsod te prevzame, saj mene. Za plano si omenila, nekaj se govori, oziroma se kar že na glas je povedano, da pač leto 26 ne bo videlo za plane traila, kaj je na tem, ti si bolj domačinka. Ja, mislim, da je Metka res objavila, da ne bi bilo. Jaz nisem prav osebno z njo govorila, no, govorila sva s Piko okrog tega. Ne vem, meni je mogoče malo škoda, saj povem tako, jaz sem to že tudi preden sta dala Metka pa Blaž to ven, imela v mislih in sem tudi razmišljala v to smer, ker tako, kot tečem, naši konci so tako lepi in tako lepe trase se da sproti nakvačkati, da zakaj tukaj ne bi tudi nekaj imeli in tudi za samo vrhniko, za samo promocijo, tako kot jaz uživam tukaj na naši planini, zakaj ne bi še kdo drug tega videl, doživel, tako da v bistvu je pol to ratalo, da sta ona dva Zaplanov trail dala ven in je bilo res, jaz sem bila toliko vesela, tudi za veliko noč, bilo je začetek velikonočni ponedeljek, lepo je bilo, no, doma teči, tako da zdaj pa mislim, da ne bi bilo, kar je meni škoda, je pa kar verjamem, to ni preprosta stvar.
Bomo videli, kako naprej. No. Ni preprosta stvar, sigurno en tak dogodek organizirati in to speljati. In si mi, navadni tekači, ki nimamo tega zraven prstov, sploh ne predstavljamo. Kaj vse je treba misliti, pa koliko težav imajo Ja, tekači, pa zakaj je treba ja, poskrbeti, pa na vse zadnje, ja. ja. Za dobrobit in Tako varnost tekačev in tako naprej. Pa da to je zahtevni so. odločitev. 200 imaš za sabo, izvrstno ti je šlo na oveh dveh. a ne. Seveda ti pravijo glasovi tam zunaj in tudi noter. Zdaj bo počasi pa Laura se začela za milje ogrevati. a ne. Zdaj bo pa počasi pogledala še kakšno stotko, pol pa 100 mil pade. Ja, tudi to me je že nekako začel klicati, pa še nisem sigurna, ali bi ta bila drugo leto. To mora mečkar še dozoreti. Se mi zdi, da vsaka taka odločitev mora res dozoreti, ko te pokliče. Ne samo zato, da bom, pa še jaz, ampak v bistvu mora prav res biti ta prav čas. Tako da, ja, sigurno bi. Da vidim, kako mi bo šlo. Sem pa veš, da se vrneva nazaj v otroštvo, v bistvu. Pri nas je bil enkrat na vrhniki Dušan Mravlje, je prišel takrat, ko vem, da je pretekel. Imam še zdaj njegov podpis. To je bilo Opa. leta, katerega leta je on pretekel takrat v Ameriko. To je bilo 94 ali pa 95, takrat je bilo to. Ja. No, in v bistvu vse ne vem, odkje je, sploh odkje se je meni tek začel, kdaj, odkje, recimo z družine ni bil noben tekač, oče je bil kolesar, ampak on je prišel na vrhunko, takrat je imel s sabo te podpis njegov, v bistvu na tistem njegovem prospektu ali kakorkoli. Jaz sem v roko dala, punca sramežljiva, kaj otrok, ampak meni se je on tak vzornik zgledal, taka legenda, ne vem, tako kot marsikomu, ne vem, kjer svetovni, meni bil pa Dušan Mravlje in od takrat je to vse tudi mogoče začelo se odvijati. Ja. Ti je šlo v glavo in 30 let Ja. se je kalilo in maštalo, bravo, bravo. Kakšna zgodba, mislim, ko so lepo pripeljala tale pogovor okrog, ampak čisto zadnje vprašanje pa moram, da če je bil tebi Mravlje recimo nek tisti vzornik, kaj pa tvoja dva otroka, 17, 17, ki imajo čisto druge fokuse, ampak vsem ti si, ko sta dela odraščala, postala, ok, od kolesarke zelo, rekel, kompetitivna ali pa zelo dobra ultrašica, trelašica, ki je sposobna laufati 13, 16 in tako naprej ur, kako pa otroka gledata na noro mami, cele dneve dela, cele noči laufa, mislim, pa še na vseh fotkah, Laura, se smejiš, kot da ti je najbolj na svetu, na to mi je res, mislim, nisem resne fotke, skoro najdu tvoje povsod, te je sama radost, res. Ali ni ti najlepšega, ko nasmeh na obrazu videti? To so rože človek, ja. V tem, ja, se tudi trpiš, pa grizeš tisti klanc, ampak načeloma je pa to užitek in moramo imeti in nasmeh na obrazu z radostjo je vse lažji. Moja dva otroka sta pa tako, v bistvu to je mami, pač mami je taka. Zdaj, da bi kdo tekaško, tudi atletsko, Klara je hčerka trenirala v osnovni šoli, tudi atletko vmes. Oba imata vse, jaz vem, da sta tudi zametke športnikov in Nik trenira zdajle boks. Klara je še v bistvu hodila, je zdaj 3. letnik zdravstvene šole v Izoli, tako da je tam čez teden. Je hodila v fitness, zdaj pač zdravstvena šola, to so od doma stran, je mogoče glede športa malo težje. Je zdajle nekaj začela teči v dijaškem domu pri Metki Piklovi in jo nekako tako malo, dej ne to spustiti, zdaj boš videla, sam začni pa vztrajaj, pa boš pol videla, koliko ti bo lušten. Tako da nočem pa nikoli nič na silo, da bi ima kaj karkoli, pa pejmo tja. Tudi v bistvu nekako bolj grem sama, ne hodita toliko z mano na tekme, tam malo mogoče je še šel v začetku, zdajle pa niti ne, ampak tudi ju ne silam, ker se mi zdi, da mora to samo prideti od sebe, pri njima tudi. Bodo zoreli, kar bo. Ja, se veš, tako, ko se je te nalagali v neke male možgane, pač ti so se hodila po gmajni, po hribih, pa potem enkrat to zraste, ne, v nekaj drugega varianta. Tudi, če smo otroke vlačali v hribe, pa če smo jim pokazali, da se sami gibljemo, ni hudir, no. Da je tudi to vzor, pa vzgled si lahko.
in ne vem, zdravim načinom in recimo s športom in s prehrano in z vsem tem, pač kar od koga vzamejo, nekaj od očeta, nekaj od mame, od vsega so pa pol skupek enega lepega v bistvu človeka, ki se še razvija. Tako da je to njuna pot, kamor jo bo nesel, bo prav. Ja, in tebe bo nesel, draga Laura, še marsikam občutek, no, zdaj si še le dobro zavohala, pa zagrizla od tele trele in vidim, da uživaš res noro, pa da si se našla v tem športu. Le jaz prej si rekla, mislim, zadnjič, ko sem se dopisovala, si rekla, kaj ne pa kaj povem, pa sem rekel, le boš videla, zmer je premalo cajta in tudi danes je premalo cajta, ampak lej, toliko zgodb je še, ki bi jih lahko povedala, ampak verjamem, da jih bo še veliko. Ki jih moraš še narediti, spisati in tako naprej. Mlada si še najboljših leti za Trelašico, tako da prva zmaga te še čaka na kakšni 100, pa tako naprej, pa tako in potem Hvala lepa. bo imela še kaj za govoriti. Lej, jaz se ti zahvalim za urco pa pol odličnega pogovora. Z veseljem, res. Hvala tebi, super je bilo. Mi je bilo v čast in veselje, lej, res ti želimo dobro, brez poškodb, imam kaj, odlično sezono 2026, da se vidi tam zunaj, če ena zaplana trailu, kamor hodim 3 leta, nisem prišel, no zdaj sem jo pa vzel, ampak pa kam drugam, no, mogoče, a ta šiht na planino to še obstaja, ali to je bolj tako bilo? Zdaj prav uradnega ni, no, tako da tudi to, sam spet pol kdo, ne, to bi se tudi dal, to bi bilo tudi luštan, ja. Ta pravi bi se mogli skupaj bombati, pa bi pol skupno več moči, pa bi ratali. Sam volja pa odločitev more padati, pa pol to speljati. Drža pesti. Ja, da si ta pravi z bombojo skupaj še enkrat. Lej. Laura, hvala ti. Lej. Hvala tebi, Marko. Če bom hodil kaj po vrhenki, bom pošpegal, kje je lepa roža. Pa pridi po kakšno rožto za tvojo rožo domov. Ja, sej to je tisto, ne? Laura, prva liga, hvala ti za lepo ponedeljkovo jutro, lepo se mej se videti. Hvala, Nato. Vela, adijo, čau, čau. Ja.